Prej si razlagal, kako si zgodbo, kako si prišel do hipnoze. Da je potrebno recimo, da so 3-4 hipnoze oziroma 3 do 5 hipnoz enako učinkovitih lahko kot 200 psihoterapij. Ljudje se ukvarjamo sami s sabo, mi se ne ukvarjamo z okolico. Ne? Mi se ukvarjamo s tem, kako nas bo okolico odjemljalo, to pomeni, da se še vedno s sabo ukvarjamo. Evo, Klemen, lepo pozdravljen na podcastu. Me veseli, da smo se uspela uskladiti in dobiti, tako da danes bo ena taka zanimiva tematika, ki se mi zdi, da je pomembno, da ljudje malo bolj spoznajo. Tako da za začetek se nam lahko malo predstaviš poslušalcem, tisti, ki te ne poznajo. Kdo si, s čim se ukvarjaš in tudi kako si prišel do tega, s čim se zdaj ukvarjaš. Klemen Krševan, po izobrazbi sem višji medicinski tehnik. Mnogo let že v zdravstvu, poleg tega ta tema, o kateri smo danes pogovarjali, me zmeraj zelo zanimala in moram reči, da me spremlja skozi že od srednje šole in zdaj sem pa v bistvu pred leti se odločil, da naredim licenco, ker sem videl, da je to potrebno. Drugače tudi, da še povem, zelo pestro je bilo do zdaj pravzaprav v življenju. Najprej sem bil v službi na Obali, potem sem se vrnil nazaj domov, potem družina, hiša, otroci in potem je pač tudi tak splet okoliščin povzročil, da sem iz zaposlenega ratal samozaposlen. In potem, ko si samozaposlen, pravzaprav se ti odpre veliko možnosti, o katerih prej nisi niti razmišljal, pravzaprav, ne? Ker nekako imaš nek ritem, služba, dom, družina, pa kadar otroci zrasejo in potem, da še postaneš samozaposlen, enostavno vidiš, da se ti odpre en drugi svet pravzaprav. Jaz sem šel s strahom v to samozaposlenost, zdaj pa moram povedati, da pravzaprav se nikoli več ne bi vrnil med razmere. Tako da, ker zelo cenim to, da se lahko svobodno odločam, da odločam o svojem času. To ne pomeni, da zdaj manj delam, lahko tudi še več delam. Delam resnično takrat, ko hočem. In pravzaprav moram reči, da delam tisto, kar hočem. Tako da je tle kar moč izbire dosti večja. Čeprav določene stvari moraš delati tudi zato, da se pač zaslužiti moraš. Jaz menim tako, da pač nek procent stvari, ki jih delaš, mora biti tuno, ki jih moraš, zaradi tega, da pač... Točno tako. Prej si razlagal, kako si zgodbo, kako si prišel do hipnoze, se pravi, si omenil, da te spremlja že dosti časa, že od mladosti. Lahko malo podeliš, kako si se prvič srečal z njo in potem, kako je postala to tvoja karierna pot. V srednji šoli, mislim, da je bilo enkrat proti koncu srednje šole, ko moja sestra šla že študirati v Ljubljano in enkrat sem bil pri Ljubljani in sem bil v eni knjigarni, me je peljalo na Čopovo, kjer so imeli zelo zanimive knjige. In pod roke mi je prišla tudi knjiga Visoka šola hipnoze, ki sicer ne velja za neko zelo, kvalitetno delo na tem področju, ampak jaz sem tisto požiral to sem par dnevih jo prebral, potem sem rekel, zakaj pa ne bi probal? Pa sem poskusil, moram reči, da najprej sem poskusil sestra sem je smejala. Brata mi je uspelo hipnotizirati, še zdaj, dobro, točno vem kako, ampak se mi zdi še zdaj zanimivo na kakšen način. Potem sem poskušal še naprej in potem sem z nekaterimi poskusil tudi določene stvari v hipnozi, ki so bile opisane v tej knjigi, da se da z njimi narediti. Ampak to je bilo, moram reči, takrat, kljub temu, da sem bil še mlad, pa da sem vseeno previdno se tega lotil, tako da tisto, kar rečem, da je bilo bolj za zabavo, sem delal same take nedolžne stvari, ki ne morejo nič narediti škode pri nobenemu.
Sam tudi še danes mislim, da to je bilo takrat tako. In potem moram reči, da najbolj mi je bilo od vsega skupaj všeč sugestija oziroma avtosugestija, za katero moram reči, da sem jo potem skozi celo življenje kar pogosto uporabljal avtosugestijo, ne. Seveda v sproščenem stanju, potem sem se ukvarjal malo z avtogenim treningom in tako naprej, tako da se da dosti v povezavi s tem potegniti ven, ne. Zdaj, da malo razbijemo ta mit, kaj je to hipnoza, ne. Večina ljudi, ki prvič sliši besedo hipnoza, pomislijo na kakšne resnične sobe, ali pa recimo na kakšne čarovnike, ki pridejo na oder in potem začnejo s to kao hipnozo in potem hipnotizirajo ljudi in pol ljudje tam skačejo gor po odru. Daj nam malo razložiti, kaj je ta, v bistvu, iz kje izvira ta beseda hipnoza, pa kaj je ta medicinska hipnoza, pa zakaj se uporablja. Hipnoza, v bistvu mit. Tako bom rekel, najprej bom začel pri tem. Načeloma se da hipnotizirati vsakega človeka. Je pa zadaj vedno eno ali par pravil. Ti ne moreš hipnotizirati nobenega, ki tega noče in ne dovoli, nobenega, ki ti ne zaupa. Tle se pravi, med hipnotiziranjem in hipnotizerjem pomembna vez in zaupanje. To ni nadnaravna moč, tega se vsak lahko nauči. Pač verjetno mora biti to všeč, mora imeti neko določeno afiniteto do tega, ne. Načeloma pa se res vsak lahko tega nauči. Ni škodljiva. V hipnozi ne moramo spreminjati osebnosti, ne moramo spreminjati moralnih načel, in zaupanje, ki je osnova za to, da hipnoza sploh deluje, je tisto, ki pomeni, da v bistvu jaz s hipnotiziranjem lahko delam tisto, kar se vnaprej dogovorim. Načeloma se tega treba držati, ker hipnotiziranec se spomni, če to ni bilo tako, ne. To je, ker med hipnozo ne spiš. Tudi izvor besede hipnoza izhaja nekje iz 18., 19., stoletja, ker to je James Braid je pravzaprav pogruntal iz grške besede hipnos, kar pomeni spanje. Pol je pa v bistvu po besedah ljudi, ki jih je hipnotiziral, ugotovil, da so bili časovno in osebnostno popolnoma orientirani cel čas hipnoze, to pomeni, da to ni spanje. Ampak se je ta beseda že tako prijela, da je ta beseda hipnoza ostala še za naprej in pač danes velja hipnoza, čeprav to ne pomeni spanja, ker v hipnozi si časovno, krajevno, osebnostno popolnoma orientiran. Gre za to, da tudi, ko so nevrologi snemali možganska valovanja, so ugotovili, da si v nekem alfa stanju možganskega valovanja in je takrat podzavest zelo dovzetna za sugestije. Pa še par drugih značilnosti je, recimo v stanju hipnoze ni kritičnega razmišljanja, ni logike. Se pravi, ker kritično razmišljanje pomeni logiko, ne? Človek, ki je hipnotiziran, ne razmišlja kritično o tem, kar mu hipnotizer govori. Seveda mu ne sme govoriti nekih neumnosti, ne? Takih preko eksplicitnih neumnosti, ne? Je pa v bistvu gre za to, da ni logike in zaradi tega tudi deluje na podzavestni ravni, ker podzavest sprejme tisto tako sugestijo, ki jo dobi in kot jo dobi, ne glede na to, ali je logična ali ni logična, to je za njega takrat dejstvo. Ker ni kritičnega razmišljanja pri hipnotiziranju, ne. Zaradi tega pa tudi lahko hipnoza sploh učinkuje. Sodobna hipnoza se je začela, obdobje sodobne hipnoze se je začelo z Mesmerjem, tako imenovanim mesmerizmom oziroma Mesmerjevim magnetizmom. Ta je bil zdravnik iz 18. stoletja, ki je na ulici srečal enega uličnega zabavljača, ki je pred ljudmi mahal z nekimi magneti. Ti ljudje so padli v neko stanje
kot nekega transa in potem je z njimi počel določene stvari. Ker je bil pa Mesmer zdravnik, je potem s temi magneti, ker je pač predvideval, da so magneti tisti, kasneje so ugotovili, da magneti nima nič pri tem. To je že Franklin, slavni ameriški, ugotovil, da to nima veze z magneti, ampak da je to stvar sugestije. In ti magneti, kar on jih je celo polegel na mizo z magneti, ta zdravnik, in je mislil, da so zaradi tega v stanju hipnoze. Razlika bila med tem simuličnim zabavljačem njim je bila, da je on te ljudi jim sugeriral, da so zdravi, da so zdraveli in se je to tudi dogajalo, ker ljudje so pričakovali, ker tisto, kar se v hipnozi dogaja, potem človek pričakuje, ker je to potem ostane v podzavesti in ljudje pričakujejo tisto, kar je v podzavesti, ker tam tudi ni logike, mi tudi zavestno ne moramo vplivati na te stvari, potem Mesmer je imel tako veliko uspeha, da je to dejavnost preselilo na dvorišče, ker so na stotine ljudi hodilo hemo. Drugi zdravniki so zgubljali delo in so se potem pritožili in na koncu so Mesmerju to prepovedali, oblasti so mu to prepovedale in so v bistvu umrl kot en revež. Se pa hipnoza potem porabljala preko drugih, tudi celo v namene anestezije, se pravi anestezija, recimo določeni posegi v hipnozi brez bolečin. Ampak potem, ko so izumili, ko je prišel eter na tržišče, se potem to ni več uporabljalo, pa potem anestezija sobna in tako, se je pa hipnoza do današnjih časov ohranila preko odrske hipnoze in zabave. Zdaj tudi tista odrska hipnoza, tisti ljudje, ki jih hipnotizer v dvorani hipnotizira, niso naključni. To običajno je vnaprej dogovorjeno. Ker jaz sem rekel, vsakega se da hipnotizirati, ampak mora dovoliti. Zdaj, če nekoga naključno izbereš, ki si misli, ne boš ti mene, ga ne boš. Zato je to ponavadi že naprej, tudi ko so televizijski šovi in to so ljudje iz publike vnaprej izbrani in testirani in to ni tako, kot zgleda, to ni nobeno čaranje, to ni, ne vem, kako bi rekel. Je vse skupaj en trik, Je v bistvu na televiziji to naredijo, zato da zgleda malo bolj mistično, Saj neka določena mistika spremlja hipnozo, ampak je ponavadi vnaprej dogovorjeno, To ni kar tako, da bom jaz zdaj prišel, pa naredil včeraj čare, pa bo nekar ne gre, To ne gre, tudi recimo rečejo, ja, kaj pa če, ne vem, ti me hipnotiziraš, jaz sem v hipnozi in tebe zadene kap, kaj zdaj? Nič takega. Enostavno, čez nekaj časa hipnoza pride v spanje in človek se zbudi. Če ne drugega se zbudi, kadar ga tišči na stranišču. Ker imamo to tako globoko v avtomatizmih in v podzavesti, da ne smemo nič narediti hlače, da enostavno takrat nas zbudi in gremo na stranišče in je hipnoza konc, Tu je še en mit, ker nam predstavlja televizija oziroma ti resnični šovi, da te mora hipnotizer zbuditi, Ampak, ko si zdaj rekel, pač ti se avtomatsko zbudiš, ker tudi ne spiš, si v bistvu v neki stanju med spanjem in zavestjo, In takrat pole lahko spreminjaš vse te vzorce prepričanja in to, Se jaz na tak način tudi prekinam vsako hipnozo, ker ne morem jaz potem čakati zdaj, da bo prišel do tega, Ampak hočem reči, še noben ni ostal za zmeraj v hipnozi, je mogoče. Zdaj nam lahko še malo predstaviš, kako poteka ta hipnoza, da si lahko ljudje malo bolj predstavljajo. Se pravi, če prije recimo nekdo k tebi, da ima neke težave in tako, kako poteka ta proces hipnoze in tako, da si malo lahko ljudje malo bolj predstavljajo, kar lahko deliš. Jaz moram najprej vzpostaviti stik z njim. Se pravi, jaz vsakemu tudi razložim, kaj to je, kako to zgleda okvirno, približno kaj se zgodi. Jaz mu pač povem, da jaz predskočim neko v njegovem umu kritično točko, to je neko točko kritičnega razmišljanja, zato da sploh lahko delujem na njegovi podzavestni ravni. Hipnoza je, tako kot sem rekel, stanje neke
Zdi se, kot da so ljudje v transu, ne? Ampak v bistvu to pomeni samo, da so v tako globokem stanju telesne in umske sproščenosti, da so v bistvu v zelo globokem stiku sami s sabo, s svojim notranjim jazom, s svojo podzavestjo, da potem tam jaz lahko terapevtsko delujem, ali pa na šovu, v smislu šova, ne? Gre za to, da takrat, ko ni kritičnega razmišljanja, jaz lahko, oziroma hipnotizer lahko vpliva na njegovo delovanje v hipnozi, ampak to se lahko nadaljuje tudi po hipnozi, ker mu pač daš neke, v bistvu se reče, posthipnotične sugestije ali ukaze, ki se potem realizirajo po hipnozi. Ampak to je zato enostavno, ker njegovi možgani, njegov to pričakuje, ker v stanju hipnoze, sem rekel, ni logike in on enostavno tisto sugestijo dobi in je sprejeta in zato se bo zgodila, ker je on to sprejel. On v podzavesti ne kritično razmišlja, ali je to smiselno ali ni smiselno, ne? Tako da je to stvar, ki je pomembna, ki deluje. Zdaj, se pravi, prav prva hipnoza je bolj dolga, prvo srečanje, zaradi tega, da vidimo, kaj bomo delali, ker razmišljam, kaj bomo, zato ker to ne samo jaz, v bistvu morava sodelovati, ne. Je pa tako, da hipnoza običajno ne bi tudi trajala predolgo, recimo 20 minut, pol ure. Za uspešnost neke terapije je lahko tudi samo enkrat, bom povedal potem kakšen primer. Običajno so 3 do 5 srečanj, lahko jih je tudi več. Recimo povprečje tam nekje 3 do 5 srečanj, zato da tiste sugestije, ki jih dobi, se resnično usedejo, delujejo in tam ostanejo. Pač da se reši problem, zaradi katerega je prišel. Važno je, da se vzpostavi stik, da pride do zaupanja. Jaz predvidevam vedno, da tisti, ki je sploh prišel zaradi hipnoze, je prišel zato, da bi nekaj rešil, se pravi, je motiviran. Ozadaj mora biti želja, mora biti motivacija. Nekdo, ki pride poskusiti nehati kaditi, je brez veze, ker to ni čaranje, ne. On, če je odločen, da bo nehal kaditi, mu hipnoza lahko pomaga premostiti tisto začetno stanje krize, bom rekel, ne, brez cigaret. V bistvu njegovo razmišljanje, ne, ker stvari, ki jih rešujemo v hipnozi, so dostikrat niso toliko povezani s tem, da mi nekaj nujno rabimo, ampak z nekimi rituali, ki se jih moramo rešiti, ne. Ja, se pravi, so odzadaj neke vzorci prepričanja in te vzorci itak potem kreirajo naše življenje, kako delujemo mi v življenju. In se pravi, če lahko ti v stanju hipnoze, sproščenosti ustvariš neke nove vzorce oziroma nove prepričanja, potem se tudi zunanje življenje spremeni. Tako. Recimo, dostikrat delam z ljudmi, ki pridejo in bi radi bili bolj samozavestni. Imajo pa neka prepričanja o sebi, zaradi katerih niso samozavestni, in jaz ta prepričanja poskušam na podzavestni ravni nevtralizirati. In ko v bistvu oni ugotovijo, da ni neke logične osnove, da bi to, čeprav na podzavestni ravni ni logika, sem rekel, ne, ampak vseeno se da tam to rešiti. V bistvu, jaz mu moram spremeniti prepričanja o njemu samemu na podzavestni ravni in potem se to spremeni na zavestni ravni, ne. Ker se prepričanja, ki jih imamo o sebi, so podzavesti, ne. In jih je težko, recimo, trema na odru, ne. To je stvar, recimo, ne vem, nekdo reši to na tak način, da si predstavlja, da govori pred dvorano klovnov. Nekateri to zmorejo in potem to za njih deluje, ne. Pa recimo,
Moram povedati, jaz, ko sem šel, sem delal vmes tudi v srednji šoli, sem učil. Ne bom rekel, da nisem imel treme, seveda sem imel treme na začetku, ko sem začel učiti, ne, pred učenci. To je logično, da če nekomu nekaj rečeš, veš, da te kritično ocenjujejo, ne. In potem pa v bistvu moram reči tako, ne. Enostavno, pol sem o tem razmišljal, sem rekel, pravzaprav to so otroci, ne morem imeti pred njimi treme, ne vejo nič o tem, kar jim bom govoril, to jaz vem, zato sem tle. In zakaj bi potem imel kakršnokoli tremo ali karkoli, ker v bistvu ti da samo zavest to, da si pač odrasel, oni otroci, in da govoriš o temi, ki je tebi domača, in pa ne. In potem nimaš zakaj imeti treme, ne, pravzaprav. Nekateri to zmorejo, vsi pa ne, pravzaprav. Ja, ko v bistvu je tako močen, ti podzavestni vzorci so tako močni, da moraš korenine potegniti ven. In če greš bolje, saj jaz si tako predstavljam, pa tudi, ker sem imel izkušnjo s tabo, da ko greš tenkrat v podzavest in daš potem razbiješ te vzorce, prepričanja, a pa daš nove, potem se tudi vse ostalo tle zgori se poštima. Točno tako se poštima. In moram reči, da so bili tudi, sem imel primere, ko so v bistvu bom rekel, stranka, ki je imela neke težave, tudi določene stvari razčistiti, je v bistvu potem se je zgodilo, da je prišla naslednjič pa rekla, s to osebo, s katero sem imela težave, sem posedla in je povedala to in to, ker v bistvu do zdaj sploh nisem imela moči to narediti, zdaj sem dobila to moč in se rekel, in kaj se je zgodilo? Nič je rekla. On je razumel, sem rekla, jaz sem bila tista, ki sem mislila, da tega ne morem spremeniti. Ne on, mislim, ta druga oseba je potem sprejela to, kar sem jaz, kar je me ne motilo, to je bilo nek pač osebni odnos, ne, kar je me ne motilo, in potem tudi je rekel, oni drugi je rekel, nisem vedel, da te to toliko motilo. Ja, ker tega ta nikoli ni povedala, ne. In potem sem, ko v bistvu največkrat so ovire v nas samih, ne v okolici, ker v bistvu, če pogledamo, ljudje se ukvarjamo sami s sabo, mi se ne ukvarjamo z okolico, ne. Mi se ukvarjamo s tem, kako nas bo okolico dojemljala, to pomeni, da se še vedno s sabo ukvarjamo, ne. Tako da je pa res, da je dosti stvari, ki nas lahko, recimo kakšni, še posebej otroštvo, kakšen neuspeh, kakšno neprijetno doživetje, nas za dolgo časa zaznamuje, oziroma v podzavesti podzavest ima še tako lastnost, da to lahko napihne, tako kje pa snega, ki jo vržeš, pa gre po pobočju, rata na koncu ogromna krogla, ki drvi po pobočju, ne. Približno tako lahko deluje tudi v naši podzavesti, ne. To sem te hotel vprašati pri spreminjanju vzorcev prepričanj, koliko je pomembno oziroma kakšno je to razmerje med to, če pride do nekega travmatskega dogodka, da to razbliniš oziroma da to predelaš, oziroma samo daš nove sugestije, se pravi, da tisto pustiš pri strani in samo nove sugestije. Kakšno je razmerje, ali mora biti oboje, ali samo eno ali drugo, kakšno je to razmerje med tem? Pri vsem tem gre za to, da v bistvu nisem še omenil pri hipnozi, ne, imamo direktno hipnozo, rečemo, in ko bi rekel, ko imamo pripravljene sugestije vnaprej, to se dogaja recimo, to uporabljamo pri hujšanju, pri kajenju, pri določenih takih stvareh, ker ni nekega osebnostnega vzroka za to, ne, osebnega. Pri stvareh, kot so tesnoba in take stvari, pa v bistvu se poslužujemo hipnoanalize, to pomeni, da hipnotiziranec sam v sebi išče, kdaj se je to zgodilo, to pomeni regresija, ampak ne v smislu, regresijo poznajo vsi, rečejo samo, regresija v prejšnjo življenje. Ne, tle gre v regresija za pretekle dogodke v življenju osebe, ko sam poišče neke točke, v katerih se je nekaj začelo dogajati, in v bistvu, ko pride do tam,
se pravi, s hipnoanalizo sam to analizira, z mojo pomočjo, potem nekako prideva do problema, ki ga tam neutraliziramo, in potem se to v bistvu spremeni pri človeku. Se pravi, da je indirektno, to je indirektna hipnoza, ne? Tista, ki so pa naprej pripravljene sugestije, pa direktna hipnoza, ne? Tako da, recimo, direktna hipnoza je tudi, naprimer, porod brez bolečin, ne? To sem jaz že par primerov, ko so meni prišle nosečnice, in moram reči, da do zdaj je bilo vedno zelo uspešno, ker so tudi motivirane, ne? Spravi, tu je priprava pred porodom, da ti delaš redne par hipnoterapij, da v bistvu jaz naučim, kaj naredi, ko pride do začetka poroda, da med porodom ne boli. Jaz ne rabim biti tam. To sama naredi potem, ne? Je pa recimo zanimivo, tudi zdaj bom povedal primer, zakaj je potrebno zaupanje, zakaj je potrebna želja. En gospod je prišel k meni že 3 leta nazaj, potem še enkrat po enem letu, da bi rad nehal kaditi. Ampak on je prišel in je bila prvič, ni bila, bil 3-krat, ni bila nič. Pol čez 1 leto ga je nekdo poslal, pride na vrata, saj ste spet vi, jaz sem rekel, zdaj sem vedno tle, ne? In potem je rekel, prišel, pa sva naredila, in pol, ko je šel od mene, je rekel, že po poti je ugotovil, je rekel, da je že po poti v avtu prižgal cigaret, ne? Pa se rekel, so se pogovarjali po telefonu, ampak vi rad kadite? Ja, jaz rad kadim. Zakaj pa hodite k meni? Ja, zato, ker me je prosila Elena. On ni imel želje nehati, je bilo brez veze. Ko bi rekel, hipnoza je takrat, ko imaš ti neko motivacijo, ti lahko pomaga, če pa ti rad kadiš in če te ne moti vse tiste negativne potencialne posledice kajenja, če to sploh o tem ne razmišljaš, potem ne bo šlo. Ti ne moreš iti na hipnozo, ker si nekdo želi, da bi nekaj naredil, ampak to si moraš sam želeti narediti, ne? Če ne, brez veze. Ne gre. Recimo, ne vem, tudi ali pa učenje, ne? So starši pripeljali otroke, da bi bili boljši v šoli. Otrok si mora sam želeti biti boljši v šoli. Je vseeno, če si mama želi. Vse ponavadi otroci se želijo biti uspešni v šoli, ne? Vsak se želi biti uspešen, ne? Običajno je tako, ne? Tako da je bilo kar učinkovito. To je pa v bistvu tudi direktna hipnoza, ne? Tle ne rabimo nič kopati, ker ni stvar, da je neki bilo, da on ni priden v šoli, ne? Enostavno tle so neki vzorci, ki jih imajo in jih je treba malo popraviti in recimo, ne vem. Se pravi, ni, da ne bi bili pridni za učenje in to, ampak jih neki drži nazaj, da se naučijo. Enostavno se ne učijo, ne? In pole brez do vzroka, zakaj se naučijo to spremeniti in pole se začne spremeniti. Tako. Niti ni nujno, da je vzrok. Če si on želi biti uspešen, enostavno se gre lahko kar na direktno hipnozo in se to popravi, ker deluje. Ko pa on doživi uspeh v šoli, je to tako velika motivacija, da potem sploh ni težko se držati novega vzorca, da se na dan uči toliko in toliko časa. Ja, ko potem tisto ti potem puša naprej. Ker ugotovi, da je neki del pravega, zato da je prišel do uspeha, ne? In potem ni težko več tega, da je to delati naprej, ne? Prej si omenil to tudi pomoč pri hujšanju. Če nam lahko še to malo predstaviš, ker ni neke, zdaj tako na hitro, ko pogledaš, ni neke direktne povezave med hipnozo in hujšanjem, ker mislimo, vse je pač hrana, ne? Je pač kalorije v telo, kalorije izven telesa, če porabimo manj, bomo hujšali, ampak ni pri vseh tako, ne? Ne. Tle pri hujšanju gre pravzaprav za spremembo vzorca prehranjevanja, ne? Seveda so važne kalorije, ne? Je pa res, da recimo tudi jaz ne spreminjam tega, kaj bojo jedli, oni jejo pač tisto, kar imajo radi. Gre za to, da se količine hrane poskuša spremeniti, oziroma nekdo, ki se za to odloči, vsi vemo, kaj je zdrava prehrana. Ni noben problem. Samo težko se tega vzorca držati, ne? Tudi recimo bolj pomembno je, da mi spremenimo vzorc prehranjevanja, ne toliko, ne vem, kako bi to razložil. Zelo
pomembno je, ali mi količino dnevne hrane pojemo v 2 obrokih ali jo pojemo v 5 obrokih. To je pa zato, ker naš metabolizem deluje tako in tako in tako. Če mi naenkrat pojemo dosti, naenkrat zelo obremenimo telo in se potem fiziološki procesi v telesu popolnoma drugačni, kot če imamo 5-krat pomalo. Zdaj, če bi to razlagal, šel preveč v detajle, ne? Ampak jaz skušam spremeniti to, da oni spremenijo način prehranjevanja v smislu predvsem obrokov, seveda tudi kalorij in količine hrane. Najbolj pomembno pa je, da nekdo pride, ima težave s težo, mi pove, da on vsak obrok poje zelo hitro. Ker zato, da smo siti, niso važne kalorije, ampak je važna napolnjenost želodca. Naš želodec pa da signal v možgane, da ima dovolj po določenem času, ne pa po količini hrane. Ja, več časa, ko ješ, bolj sit, čeprav poješ manj, pa... Ker vsi smo verjetno že doživeli, ko smo bili grozno lačni, pa se naješ in pol čez nekaj časa, kako me tišči, sem se preveč najedel, ne? Zato, ker prehitro poješ preveliko količino hrane. Če bi tisto manj pojedel, bi lih tako občutil sitost, ampak bi bilo manj hrane v želodcu. Tam nekje. Zato pravijo, da je treba vsak grižljaj tolikokrat v ustih prežvečiti in tako naprej, zato da se mi zavestno ustavimo, tudi če več žvečemo, je bolj zmleta hrana, je boljša resorpcija, ampak tudi bolj počasi jemo in pride do sitosti z manj hrane, se pravi z manj kalorij, in potem gre manj v zaloge. In manj se dviguje glukozna krivulja, potem mogoče kdaj drugič. Tako da, kar zraven hipnoze se ukvarjam tudi s prehranskim svetovanjem, ne, zato to malo bolj... Ja, kaj je vse povezano? Je povezano, ne, s tem, da tisti, ki pride za hujšanje, v bistvu se dogovoriva ponavadi, da spremeni vzorec tako, da ne samo, da spremeni prehranjevanje, ampak tudi gibanje in tako naprej in je v bistvu tisti, ki želijo shujšati, želijo biti zdravi, ampak biti zdrav ne pomeni samo, da si suh, ampak pomeni še dosti drugih stvari zraven, ne. Tako da to potem stremimo bolj celostnemu pristopu, ne samo hujšanje, tisto pravzaprav ni nič takega, ne. Shujšaš lahko na več načinov, lahko zelo hitro, važno je pa, da se navadiš to ohraniti in da tako spremeniš svoje vzorce, da z njimi lahko živiš od takrat naprej, ne pa, da se po terapiji vrneš spet na staro prehranjevanje, ker potem brez veze, da si sploh prišel na hipnozo, ne, ker nisi nič naredil, ne. Verjetno bo pa neki pomena oziroma velik pomen tudi tu, spet to prepričanje, ali si ti sposoben hujšati. Zdaj, če ima kdo verjetno neko prepričanje, vzorc, odvedno sem bil pač malo predebel, ne morem shujšati, verjetno, če je tu podzavesti, tudi če ti spremeniš hrano, ne boš še vedno shujšal, ker telo potem ne spusti tiste maščobe, ali kako je pri tem? Zelo, mi smo res bitja svojih prepričanj, ko v bistvu verjamemo šele, kadar ta prepričanja sami postavimo na laž, ne? In sicer hipnoza je tudi ena taka stvar, ki lahko na laž postavi njihova prepričanja, in ko ugotovijo, da je resnično tako, ne, potem nimajo niti težav s hujšanjem, niti težav s prehranjevanjem. Recimo tudi obstaja polno ljudi, ki ponuja preko Instagrama, preko Facebooka in to neko spremembo telesa, v smislu hujšanja, mišičja in tako. In prav vem, da parkrat sem že tako zasledil, ker rečejo, da hujšanje je najlažja stvar na svetu. Ja, ker imajo s tem izkušnje in oni so prepričani, ker so to že poskusili in vejo, da je tako, ne? In je tako, ne? Ker to v bistvu hujšanje pa ne pomeni stradanje, ne? To, da se razumemo. Tle hujšanje ni stradanje, tako kot so bile včasih neke diete, ne? Toliko moraš pojesti. Je res, da moraš manjšati vnos kalorij, ne? Ampak to ne pomeni, da ni treba, da še vedno moraš jesti kvalitetno in zdravo in se da. In kadar se ti na to navadiš, pomeni pri hujšanju pa sploh je, da ti zavedno spremeniš vzorec, ker če se vrneš na star vzorec, si spet tam, kjer si bil, ne? Zato eni pridejo, ker da jim s hipnozo
pomagam do spremembe vzorca prehranjevanja, ne? Ker vejo, da imajo napačnega. Ne? Ja. Kako pa recimo uporaba hipnoze, medicinske hipnoze pri kakšnih drugih zdravstvenih težavah, recimo duševno zdravje, tesnoba, depresija, kjer težko priješ do nekega glavnega vzroka, če je sploh ta nek prisoten. Kako pa recimo tam lahko hipnoza pomaga pri temu? Tesnoba, depresija, ja. Tudi take stranke pridejo k meni. Je pa res, da nikoli ne smejo opustiti terapije. To je prvi pogoj, če mislijo opustiti, jaz jim rečem, da se s tem ne bom ukvarjal. Običajno, če pa imajo psihiatrične težave, jih običajno jaz rajše ne sprejmem, ker to je druga stvar. Zdaj, kar so te tesnobe, anksiozna stanja, ki tudi vodijo v depresijo ali pa so tudi že na antidepresivih. Antidepresive morajo še naprej jemati, ker jaz v to ne smem posegati. Jaz tega ne zdravim. Lahko pa pomagam, da, ko bi rekel, oni so zacikljeni v nekih negativnih mislih, ne? Jaz hipnozo se da te negativne misli popraviti, jih neutralizirati, s tem, ko oni dojamejo, da se to sploh samo plod njihovih misli, da to ni realnost, ampak za naša podzavest ni pomembna realnost, kot sem rekel. Ne? Ko pa to nekako spremenimo, se začnejo bolj počutiti, pa tudi nek vzrok je, da so anksiozni ali depresivni. Ne? Običajno je kakšen vzrok, ni nujno, da je, ne? Ampak včasih tudi je. Ne? Ko pa recimo na določenem področju začnejo doživljati uspehe, je potem to tako pozitivno, pravzaprav zdravilno za njihovo psiho, da že tista uspeh in samozavest, ki jo pridobijo s tem, da so uspešni, pomaga pri tem, da mine tesnoba in se ta depresivnost, ko bi rekel, omili. In sem imel tudi primer, ki sploh nisem vedel, da je na antidepresivih, ampak ko je ta študentka doživela uspehe, ker ni bila problem, ko bi rekel, inteligenca ali problem, da se ne bi zmogla naučiti, imela druge težave. Ko smo tiste težave rešili, sem celo po določenem času zvedel, da je bila na antidepresivih in da so ji celo antidepresive postopoma ukinili, ko so ugotovili, da jih ne rabi več, ker v bistvu tisti neuspeh, ki ga je doživljala, v katerega se je sama zaciklila in ga sama v bistvu generirala, se je obrnil. Je ona pridobila toliko samozavesti in zadovoljstva in samospoštovanja, da ni več rabila niti terapije, ker se je njeno razmišljanje na splošno spremenilo. Pravi, lahko tudi tako potem vpliva, ne? To je en tak primer, ki ni pravilo, ampak hočem reči, da tako kot večinoma povejo depresivni ljudje, je to stvar negativnih misli, v katerih se zaciklajo in ne morejo več ven iz tega. Ne? Zdaj antidepresivi pomagajo na kemični ravni, ne? So uspešni, da bi rekel, hvala Bogu, da obstajajo antidepresivi, ne? Zato se pa zboljša, lahko pa hipnoza pomaga še do boljšega počutja, tako da lahko je na antidepresivih pa na hipnozo, kar se ne izključuje pravzaprav. Ne? Tudi sem imel primer, ko sem rekel, vi povejte, ko je hodila psihiatrinja, ampak ni bilo organske psihoze, ampak depresija, in je rekla psihiatrina, no, če vam pomaga, pa pejte še, ne. Ker v bistvu hipnoza je, kot bi rekel, en zelo znan gospod, zdaj se ne moram spomniti imena, psihoterapeut, profesor psihoterapije mislim, da na University of California, je po mnogo letih, potem, ko je bil že izredni profesor, odkril hipnozo in je ugotovil, da hipnoza lahko tako zboljša psihoterapijo, da je dosegel mnogo boljše uspehe recimo, če je on porabil 50 psihoterapij,
da je nekaj dosegel, je s hipnozo dosegel to, ne vem, v 2-3 terapijah. Ne. Opisano je še celo, da je potrebno recimo, da so 3-4 hipnoze oziroma 3 do 5 hipnoz enako učinkovitih lahko kot 200 psihoterapij. To so podatki, ki sem jih dobil, tega se nisem izmislil, tako da jaz sem tako videl napisano, zato to govorim. Ni pa v bistvu, jaz ne govorim zdaj proti psihoterapiji, hvala Bogu, da je, ampak če je pa združena s hipnozo, je včasih še bolj učinkovita. Kako pa recimo tako vsakodnevnem stresu, pa pri ljudeh, ki so izpostavljeni veliki količini stresu in zaradi tega jim tu ustvarja neko slabo počutje pa razne druge težave, kako lahko tudi tu pomaga hipnoza? S hipnozo jih jaz lahko, kako bi rekel, naučim, kako se sprostijo tiste napetosti, ki nastanejo v njih skozi ves tisti stres, ker stres se kopiči, ne. Stresa mi ne odpravimo s tem, ko gremo spat, ne, ampak stres se kopiči, moramo pa znati na druge načine nevtralizirati, tako da včasih so zelo dosti se posluževali oziroma se še poslužujejo avtogenega treninga, ker to pomeni, stres pomeni, da smo telesno in pa duševno ali bom lahko rekel tudi čustveno napeti, in ko te napetosti znamo sprostiti, stres nima več takega vpliva na naše telo. Hipnoza v tem primeru lahko pomaga tako, da jih jaz naučim, kako se oni sprostijo. Recimo stres dostikrat vodi v nespečnost. Nespečnost se da s hipnozo zelo dobro bi rekel, odpravljati oziroma se da zelo dobro pomagati s hipnozo pri nespečnosti, tako da to sem tudi že parkrat videl, da so uspehi, ne, tako da tesnoba, ja, so hodili tudi s tesnobo, smo prišli do tega, do vzroka s hipnoanalizo, kaj je vzrok tesnobe, pa se je to tudi zelo popravilo, ne. Pa tudi verjetno potem, če greš v to, da potem s avtosugestijo, nekje recimo si predstavljam, recimo neki stranki, potem tudi jih prepričaš, oziroma daš vedeti, da ti stres zunanji, ki pride, ne toliko vpliva potem na njih, so tudi oni bolj odporni na stres. Ker spet je pole ta podzavest, če pole neki na podzavesti ti misliš, da stres ful vpliva na te, bo potem še bolj vplival, in če to verjetno spremeniš, potem tudi boljš si predstavljam. Pri stresu je tako, da v bistvu ne vodi samo v tesnobo in v psihično napetost. Mi smo izredno psihosomatska bitja, ne? Tako da naša psiha izredno vpliva tudi na naše telo in s časoma lahko pride tudi do telesnih težav, ne? Vsi vemo, da dostikrat ljudje, ki so dosti v stresu, imajo težave s prebavo, z želodcem. Dostikrat se reče, da recimo gastritis, vnetje želodčne sluznice ali celo rana želodcu, sem mnogokrat tudi že v strokovni literaturi zasledil, da so psihosomatskega vzroka, ne. To pomeni, da so zaradi ponavljajočega stresa se pozna že na telesu. Naše telo trpi, ne. Tako da to je stvar, ki ni tako zelo redka, ne. Mi nismo in telo, ampak smo telo, ne. Se pravi, mi smo celota, ne moramo tega ločevati, ne. Določen čas potem počasi se začne poznati psiha na telesu in tudi obratno. To se mi zdi ful pomembno, kar si zdaj povedal, ker se mi zdi, nekateri v medicinski stroki še vedno to ločujejo, ne. Telo je eno, je drugo, duša je tretje, ne. Ampak tu, ko si rekel, vse povezano med sabo, in pole, če vplivaš ti na eno, se tudi vse ostalo, vpliva tudi na vse ostalo, ne. Moram reči, da na srečo se tudi medicina in stroka in sploh zdravstvo vedno bolj zaveda te povezave, ne. Zdaj recimo, če samo pogledamo, tudi vsi zdravstveni domovi imajo te centre za zdravo življenje, za zdrav življenjski slog, pa imajo
polno dejavnosti, ki v bistvu dopolnijo tisto, kar mogoče bolnik ne dobiva ambulante, ne. Je pa res, da v bistvu ljudje pridejo do zdravnika takrat, ko imajo že neke konkretne telesne težave, ne. Do takrat, dokler nimajo teh težav, v bistvu nimajo težav, ne. Tako da so zdaj tudi na tem področju, tudi resnično zdravstvo se vedno bolj zaveda tega in se vedno tudi več v tej smeri tudi deluje, ne. Ja, pa se mi zdi fajn, ker se recimo zdaj, se pravi, ko si omenil, hipnoza se je skozi zgodovino veliko uporabljala, in pol na enem trenutku je šlo to malo v pozabo, čeprav ni prav šlo v pozabo, ampak zdaj se mi zdi, da se zmeraj bolj uporablja tudi v medicinskih vodah. Zadnjič sem gledal eno oddajo na slovenski televiziji, kjer so govorili o tem, kako se uporablja hipnoza in pri posegih in pri operacijah, ko si prej omenil pri porodih in tako. In se mi zdi fajn, da se potem začne integrirati tudi ta alternativna, čeprav tu ni alternativa, je še vedno veja, struja medicine, ne. Ampak je fajn, da se je začelo dopolnjevati, ne. Recimo v Sloveniji imamo društvo za medicinsko hipnozo. Jaz sem sicer z druge šole, tisto je Eriksonova šola, ker sta ena najbolj znanih sodobnih učiteljev hipnoze sta gospod Elman in gospod Erikson. Erik Elman je bil odrski hipnotizer, ki so ga potem zdravniki prosili, da jih je učil hipnoze, ki so jo potem uporabljali pri svojem delu. Erikson je bil pa psihiater, ki je tudi se začel ukvarjati s hipnozo, se pravi, da sta dve večji svetovni šoli, Eriksonova in Elmanova. Ena in druga hipnoza je hipnoza, hipnoza je hipnoza. Zdaj, ali rečeš medicinska hipnoza ali rečeš hipnoza, je pravzaprav vseeno, ker vedno na koncu je hipnoza in je vedno enako. Zdaj, medicinska hipnoza mogoče zato, ker se s tem ukvarja pretežno zdravstveni delavci, se pravi medicinske sestre, diplomirane sestre, fizioterapevti, zdravniki. Zdravniki to zelo nekateri kar precej uporabljajo, tudi zobozdravniki to zelo dosti uporabljajo, predvsem v smislu protibolečinske terapije. Porod brez bolečin je pri nas uvedel profesor Painter, ki je zdaj že pravzaprav pokojni, ampak mislim, da njegovi otroci to peljejo naprej, društvo za medicinsko hipnozo, ki tudi nudi izobraževanja v Sloveniji. In on je bil ginekolog in je uvedel to hipnozo za porod brez bolečin, in tudi v porodnih zapisnikih še danes obstaja rubrika, kjer piše, je vprašaj porod s hipnozo, in potem pač se lahko piše, ali je bil porod s hipnozo ali pač ne bil s hipnozo, ne. Tako da to obstaja tudi prav v uradnem zapisniku, ne. Ker so ugotovili, in potem on je tega dosti delal, ker pač delal tudi v porodnišnici, je zelo uspešno in je to res zelo uporabno, ne. Kako pa to deluje? Se pravi, se s hipnozo potem možganom signalizira, da ne prepoznajo te bolečine? Ali kako je to? Ja, v bistvu blokiraš. Bolečina je kemični odziv, ne. V bistvu se prenaša kemično po živčevju do možganov in v bistvu mi pravzaprav se boli nas roka, ampak z možgani doživljamo bolečino v roki, ne. In kadar to je zelo tako, zelo grobo poenostavljeno, v bistvu se prekine dojemanje bolečine v možganih. Tako, to je zelo... Se pravi, prav ni bolečine ali čutiš? Bolečine. Se pravi, isto, kot da bi bil na nekih opijatih, ki ti zablokirajo bolečino, pa če bi bil recimo pod narkozo, je, se pravi, isto? Ja, samo kadar si na opijatih ali pod narkozo, si nezaveden ponavadi, ne. Tle pa je zanimivo, da si pravzaprav v stanju zavesti pa vseeno ne bolečine, ne. Se pravi, si v tistem stanju med zavestjo in spanjem. Možgani ne pričakujejo bolečine in zato je ni. Zanimivo, to bo treba kdaj probati. Kaj pa recimo za ljudje doma, oziroma za poslušalce, ki jih zanima to, a se da tudi recimo preko nekih posnetkov pa samo sugestije tudi priti do neke hipnoze, stanja hipnoze sam, ali moraš prvo iti k nekemu strokovnjaku, da te to malo, da to prvo izkusiš in potem lažje priješ sam do tega? Kako je s tem? Obstajajo tudi tehnike, s katerimi lahko prideš do avtohipnoze. Je pa res, da kolikor sem jaz
Prebral in videl in doživel. Za hipnozo je značilno, da se umiri. Če se umiri, si v hipnozi, v avtohipnozi sam ne moreš dati sugestij. Okay. To pomeni, da ti lahko prideš do avtohipnoze, ampak če hočeš ob tem avtosugestije poslušati ali doživeti, je smiselno, da si jih posnameš z zamikom, ti vklopiš. Zdaj, bom rekel, poenostavljeno, greš v avtohipnozo in potem se sproži posnetek, ki je tudi zelo učinkovit, ker s svojim glasom to sebi govoriš, da si predvajaš sugestije in potem tudi enostavno se po določenem času, bomo spet rekli, zbudiš iz hipnoze, ne? Ker mi imamo neko notranjo uro, tudi recimo, ko nekomu rečeš, grem za 5 minut v hipnozo, naša notranja ura približno ve, koliko je 5 minut in čez 5 minut ti prideš spet ven z hipnoze, ne? Tako da lahko ti uporabljaš hipnozo samo zato, da se telo in spočije v kratkem času, ki v hipnozi je to še pospešen početek, ne? Lahko pa uporabljaš avtohipnozo s predposnetimi sugestijami, tudi v smislu avtohipnoze in to, da sam deluješ. Najbolj enostavno je, to, da se naučiš avtohipnoze, treba lahko tudi nekaj časa, ne? Najbolj enostavno je, da greš za hipnotizerja, ki te tega nauči, ti pove, kaj narediš, ti pove, kako se posnameš in tako naprej, in potem to lepo uspešno uporabljaš naprej. Ja, ker recimo jaz, kar sem izkusil na svoji koži, itak prvič oziroma na začetku je težko priti v tisto stanje sproščenosti, ampak večkrat, ko si tam, tudi lažje potem nekako prideš v tam, ker se ta znaš tudi pole hitreje sprostiti, oziroma vidiš, da vsaj jaz tako dojemam, da kadar je sproščen, telo sproščeno, potem lažje padeš v to stanje nezavesti in potem, ja, in ko si prej omenil ta počitek, se mi zdi tudi to ful pomembno, da kadar si v tem stanju hipnoze, da ti ful globoko počivaš. In če ne drugega, se ful si spočit, predelaš nek stres, umiriš misli in tako naprej, tudi z tega vidika se mi zdi hipnoza ful zanimiva, ne. Pa recimo bolj zdravljenje, pa imunski sistem in tako naprej, ne. Že recimo, tudi avtosugestije že same po sebi lahko izredno močno delujejo na našo podzavest. Kljub temu, da nisi v hipnozi tudi, ne. Recimo obstaja znanost, neurolingvistika, ki govori o tem, da je zelo pomembno, kako razmišljamo o sebi, o svetu, o stvareh. Tudi smo dostikrat slišali misli pozitivno, zato da boš pozitiven. Dejansko je tako. To, kako bi rekel, je izredno pomembno, kaj govorimo o sebi in kako razmišljamo o sebi. Ker nas to zelo definira. Ker če se to ponavlja, ti začneš podzavestno verjeti to, kar si ponavljaš, ne. Je spet ta povezava, pa zgori spode, se pravi zavest vpliva na podzavest, podzavest na zavest, ne. Tako. Ja, tako da moraš delati na krok, ne. Moraš delati na oboje, ne. Ja. Tako. Zanimivo. To je tisti znani rek, ne. Če misliš, da zmoreš, imaš prav, in če misliš, da ne zmoreš, imaš tudi prav. In dejansko tako je, ne. Se pravi, da moraš zmeraj misliti, da zmoreš, ne. Tudi rečejo, ja, nekdo se lažje uči, nekdo se težje uči. Ja, se, ampak oba lahko prideta do cilja, zato ker tisti, ki se lažje uči, bo pač porabil krajši čas za to, tisti, ki se težje uči, boš pač moral več časa za to porabiti, ampak do cilja še vedno lahko pride, ne. Tle ni stvar, bi rekel, ne, da ne zmore, ampak so druge zadeve zadaj, ki so, ne. Zmorejo pa vsi. Vsi povprečno inteligentni ljudje, in to je večina, zmorejo narediti vse srednje šole, vse fakse. Samo zakaj potem meni naredijo, pa ne naredijo, so pa druge vzroke. To ni stvar v zmožnostih, ne. To spet prepričanja, vzorci in tako naprej od zadaj. Ja, to je ful zanimivo, ker se začneš poglabljati v to, ne, koliko ta prepričanja in vzorci vplivajo na tvoje življenje, ne. Ampak poleg se mi zdi, vsaj jaz, ker sem prvič se zavedel tega, koliko je moja podzavest, vzorci prepričanja, koliko veliko vpliv imajo, je poleg rata problem, ker ne veš, kako to spremeniti, kako si rekel,
mentalnim umom težko priješ do nekih globokih korenin in moraš skozi te stanja, drugačna stanja zavesti tu spremeniti in hipnoza je lahko ena izmed teh orodij. Ne. Tudi to ni na hitro, ne? In to ni na hitro. Vsi bi radi instant, ne? Tudi jaz bi rad instant, ne? Ma se ne da, žal. Kako si rekel prej, 3 do 5 terapij, ne? Kako pogosto so lahko te terapije? Jaz vedno pustim kakšen presledek vmes, recimo vsaj en teden, ker se mora pač neka določena stvari usesti, mora možgani neka določena stvari predelati, mora podzavest malo to, ne. Dostikrat tudi so prišli k meni s problemi in sem v bistvu do rešitve nismo prišli na terapiji, ampak se je stranki posvetilo, kaj je tisto, kar mu je verjetno sprožilo te težave, ki jih ima med 2 terapijami doma. Kar nekaj smo jo prerali, pa je prišel, kaj pa če je bilo to, dajmo probati to, pa sva šla v to hipnoanalizo, pa smo prišli do tega, to je to. In ko je to razrešil, se je stvar, ko je to dojel in da je to v bistvu banalno, se je stvar razrešila in potem sem ga tudi kontaktiral še čez 3 mesece, kako je rekel, da vse štima. Ne. To je ful zanimivo, tudi kako ti meče podzavest neke stvari ven in ponavadi to je med nekimi opravili, kadar ti ne razmišljaš, kadar imaš izklopljen analitični pa ti vrže nekaj ven, ne. Ali so to nove ideje, ali so nova spoznanja in tako naprej. Ko rečejo, ne, med tušem dobimo vsi ideje, zaradi tega, ker pač ne delaš nič drugega, ne, se pač samo tuširaš, razmišljaš prosto in potem prije gor ideje. Tako. Tudi recimo, mislim, da se mi zdi, da za Edisona so vedeli, da on ne tisto, ni da bi skozi intenzivno neki liste gledal, bral, razmišljal to, on je dosti ideje dobil, so rekel, v nekem stanju počitka. On se za 10 minut recimo se je dal na stol, se je globoko sprostil, ampak ni zadremal in takrat je prepustil, ko bi rekel, je nekako spustil svojo podzavest in takrat so se mu porajale ideje, ne. Tu sem slišal to zgodbo in taka je razlagal to zgodbo, je rekel, da je imel Edison v roki kroglo in je imel pač tako kroglo na koncu stola in poleg je padel v to stanje skoraj iz spanja, ne, je spustil to kroglo, tako da je zbudilo in takrat se je spomnil tistih idej, ki mu je dala podzavest ven. Tako da ful zanimivo. To je zanimiva zgodba, in to mislim, da tisto je, če misliš, da zmoreš, pa mislim, da je bil gospod Ford, ustanovitelj firme Ford, ne. Ford, če mislite, da zmorete, imate prav, in če mislite, da ne zmorete, imate tudi prav. In to je neverjetno, kako to velja. To je tisto, kar sem rekel, ne. Pozitivno razmišljanje. Jaz dosti ljudi vidim, ki določenih stvari naredijo, zato ker enostavno oni mislijo, da jih ne zmorejo, pa ni res, ne. In drugi to vidijo, oni sami pa ne, ne. Ampak to je spet tista moč podzavesti. Super, evo, ful enih koristnih informacij. Zdaj preko zaključimo, imaš mogoče še kakšno zaključno misel, še kar nismo povedali, kar se ti zdi pomembno, glede hipnoze, podzavesti, prepričanja, vzorcev, življenja na splošno. Da v bistvu zdaj, ko se bolj intenzivno s tem ukvarjam, dejansko vidim, da je izredno pomembno, kaj razmišljamo o svetu, o sebi, o okolici, in stvari, ki jih želimo doseči, ni dovolj, da jih imamo samo v mislih, ker to je potem občasno. Izredno pomembno je, da si to zapišemo, ker ne na računalnik, ne na tipkalni stroj, svojo pisavo zapišemo, večkrat to preberemo, lahko tudi prepišemo, ne vem, ker je to v bistvu izrednega pomena, da to naredimo sami, ker tisto, kar mi napišemo, se drugače vtisne v našo zavest in podzavest, kot tisto, ker računalnik, saj jaz tako dojemam, je strašno imaginarna zadeva. Ne napišeš na računalnik, imaš občutek, da je ostalo v računalniku, ne. Ko pa napišeš ti na list papirja, je točno tam in ti si napisal svojo pisavo in je s tem, ker je potem je tle v bistvu sodeluje in telo
In potem se to drugače odraža v naših možganih, naši zavesti in podzavesti, kot pa če nekje napisano z neko tehnično pisavo računalniško, ker ni to, je preveč neosebno. Zelo osebno mora biti in potem to deluje. Tako da izogibajmo se vsake negativne misli. Vsem pridejo negativne misli na Zdaj na koncu bom pa še povedal še nekaj, kar so nas učili tudi na tej šoli hipnoze. Nikoli ne smemo gojiti zamer ne do sebe, ne do nobenega drugega, ker so zamere tista stvar, ki nam samim najbolj škodi, ne škodi tistemu, ki smo mu zamerili, ampak škodi nam, ker je to zamere tako izredno negativno čustvo, da če bi se tega zavedali, nihče nikoli do nobenega ne bi bil zamere, ker zamere škodijo samo nam samim osebno, ne onemu, kateremu smo zamerili. In še za konec povem, da v bistvu nas so učili, da je terapija odpuščanja, psihoterapija odpuščanja se reče, ena najmočnejših terapij za dobro počutje in kako bi rekel, dobro življenje tistega, ki se tega posluži. In to niso ugotovili samo v hipnozi, ampak zdaj tudi to prav raziskujejo, so ugotovili tudi so raziskovali možgansko valovanje, so ugotovili, da ob tem, ko človek zmore v sebi odpustiti svojim največjim sovražnikom, doseže najbolj samoizpolnjujoče stanje in tako možgansko valovanje, ki je tako, da nas napolni samo srečo, zadovoljstvom in z upom za lepo življenje. Ful močna praksa. Ja. Jaz sem jo prvič spoznal, ker sem vzel knjigo, ki sem jo te predlagal, to je že pred leti bilo, od Višana Lakjanja. In tam noter je pisal prav, mislim, da je bilo celo poglavje, prav o tem piše, odpuščanje in to, in takrat je bilo prvič Samo je pa težko, sploh, kako si rekel, odpustiti svojim največjim sovražnikom oziroma nekim ljudem, do katerih držiš neke zamere, a pa recimo sam sebi, to je pa Ampak, ko to narediš, se osvobodiš. Ja. To je res izredno pomembna zadeva. Zanimivo. Top. Evo, zdaj za konec imamo pa še za vsakega gosta dve vprašanji, ki so direkt vezane na tematiko podcasta, se pravi, kot veš, benessere v italijanščini dobro počutje. In me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje, pa 3 nasveti za več dobrega počutja. Kaj je zame dobro počutje? Da si spravljen sam s sabo in svetom, da se trudiš biti v življenju čim boljši do sebe in do drugih. In mislim, da je zelo pomembno, da nikoli nobene poti ne zapiraš, da si odprt. In nikoli v življenju še nisem doživel, da bi dobil neprijazen odziv na svojo prijaznost. Se pravi, biti prijazen do drugih in bojo tudi oni do tebe. To mislim, da vedno bolj pogosto se mi to potrjuje. Nobeden še ni bil z mano, če sem bil s človekom prijazen, še nobeden z mano ni bil neprijazen. Ker enostavno to je zelo razorožujoče za kogarkoli. Ne more nobeden biti zoprn, če si z njim prijazen. Ne gre skupaj. In to ima zelo veliko moč, s tem, da ko si ti z drugimi prijazen, je tudi zate to izredno dobro, ker je to pozitivno čustvo in moramo razmišljati pozitivno. K temu moramo stremeti v življenju. Spravi, to je dobro počutje, kaj pa 3 nasveti, ali bi strnil vse v ta odgovor? Pa bi kar strnil tako, ker mislim, da nasvet, bodi prijazen, dosleden. To so stvari, ki so najtežje. Biti tudi dosleden je zelo težko. Držati besedo in se res potruditi biti čim boljši v tistem, kar delaš, ker je to pomembno zate in za tiste, za katere delaš.
Ok, super. Evo, hvala ti še enkrat, da smo se organizirali danes, da si prišel na pogovor. Zdaj lahko še deliš za poslušalce, gledalce, ki te lahko najdejo, če jih zanima več o hipnozi, ki te lahko obiščejo. Zdaj obstaja tudi že spletna stran medicine.si in tam je v bistvu razloženo, kaj pri nas delamo, kako delamo in so tudi kontakte gor, tako da tam se da vse prebrati ali kontaktirati po mailu, po telefonu. Obstaja tudi spletno naročanje, tako da medicine.si. Evo, bom dal tudi jaz v opis te podcast epizode in če ne deluješ v Novi Gorici, tako da... V Novi Gorici, tako. Se v bistvu skoraj v centru. Sej, ja. Poslovna stavba Gonzaga. Evo. Tako, evo, s tem zaključujemo. Zdaj zadem še eno presenečenje, darilce. Tako da, tako, ker si se podpeljal v Brt, da še malo teh briških okusov. Odlično. Hvala. Dve vini, tako da to je to. Hvala. Ja, tako da upam, da je bilo vsem zanimivo. Tako, Lepo. da ste se malo spoznali s hipnozo, spoznali nove stvari in ja, če vas zanima več o hipnozi, medicine.si. Medicine.si, tako. In to. Redo. S tem zaključujemo. Hvala za vabilo. Z veseljem. Hvala še enkrat za poslušanje, gledanje in se vidimo v prihodnjih epizodah. Čau. Čau.